Dober večer, dobrodošli v deželi pridnih, ciklu pogovornih večerov v Slovenskem mladinskem gledališču, ki letos poteka že 5. sezono. Lepo vas je videti in lepo je videti in pozdraviti tudi mojega nocojšnjega gosta, profesorja doktorja Petra Stankoviča. Večer. Ja, seveda lahko bi se pogovarjala o marsičem, sploh seveda s temami in področji, ki se tičejo kulturologije in kulturoloških raziskav, ampak že naslov samega pogovora implicira, da se bova pogovarjala o temi, ki je trenutno, kar se tvojega dela tiče, najbolj, lahko rečem skoraj da razvpita, zagotovo pa širši javnosti znana, se pravi fenomen narodno-zabavne glasbe oziroma sodobne slovenske narodno-zabavne glasbe. Ta poudarek je zelo na mestu. In tudi naslov, to zaporedje teh tijev, ti, verjetno ste ga prepoznali, saj komad Moja rožica Modrijanov je verjetno sodobni ekvivalent nekih klasičnih narodno-zabavnih hitov tipa Tam, kjer Murke cveto ali pa kaj podobnega ali pa Na Roblek. Ja, se pravi, obstaja slovenska narodno-zabavna glasba, to vemo. Obstajata, lahko rečemo, dve slovenski narodno-zabavni glasbi oziroma tudi narodno-zabavna glasba, čeprav se zdi dosti rigidna v svoji formi in svoji vsebini, vendarle doživlja razvoj, doživlja preobrazbe in v svojem tekstu se seveda osredotočaš predvsem na njene sodobne pojavne oblike. Ampak zgodba pa se seveda začne prej, začne se pred skoraj 70 leti, v 50 letih, z narodno-zabavno glasbo, ki jo imenuješ klasična. In zdaj vendarle se mi zdi prav, da začneva pri tem začetku, ki je nekak osnovni referenčni okvir, se pravi, kako se ta zgodba začne in seveda v čem je, lahko rečemo, skrivnost uspeha narodno-zabavne glasbe. Ok, a to dela? Ok, no, skratka, ja, no, dobro, vse to mislim, da zdaj počasi že jasno, ampak meni je tle res važen nekako skozi poudarjati, da v bistvu, ker to je res zanimivo, kaj se je zgodilo z NZ, da je res ponarodela, ne, v smislu, da ljudje jo čisto zares jemljajo za slovensko ljudsko glasbo. Kar je tako malo hecen, nenavaden, nekaj posebenega, ampak v bistvu, ja, mislim, da je res prva stvar, ki jo moramo povedati, slovenska narodno-zabavna glasba ni isto kot slovenska ljudska glasba. Nam rekel, da nima nobene zveze, ampak v bistvu tle so eni močni prelomi in mogoče bi lahko celo tvegal, da v bistvu so na trenutku problematični v smislu, da v bistvu dejansko, če tako gledamo, vse mogoče dobro, nekdo, ki se ukvarja z glasbo, to ve, ampak v bistvu ljudje na splošno v bistvu so sploh pozabili na to, kar je v resnici bila slovenska ljudska glasba, ne. In v bistvu razumejo pač to harmoniko, skratka, to, ne. Tako da v bistvu tle, zdaj, da ne zabluzim, ampak v bistvu več stvari bi tukaj rad povedal. Ena je v bistvu ta stvar, to je res glasba, ki sta jo izumila brata Avsenik. Je izum, to se mi zdi zelo pomembno, invencija. Ni to zdaj neki, skratka, je izum. Bil je tle Slavko, ki je delal tam v tovarni, v prostem času igral harmoniko, bil je ful dober, imel je glasbeno izobraženo ženo in ki je ona ga slišala, je pustila svoj inštrument, ker je rekel, da je too much, on brez česa, skratka genialno je vladal, imel brata Vilkota, ki je igral v Ljubljani, v plesnem orkestru Ljubljana, ki je bil takrat, skratka na radiju so igrali te džezovske standarde, plesno glasbo in tako naprej, in ko je Vilko videl, kaj zdaj to Slavko dela, dobre stvari, se mu je pridružil, formirala sta kvartet, kasneje sta mu dodala potem še kitaro in je postal kvintet, se pravi gorenjski kvintet, potem so to postali ansambl bratov Avsenik, in v bistvu to je bilo toliko priljubljeno, toliko uspešno, da v bistvu takoj se zgodi ta nekako oponašanje, standardizacija, serija ansamblov, ki igrajo na ta način in tako naprej. Zdaj pa v bistvu, kar mi je tle res važno, da poudarimo to, se pravi, da ni to ljudska glasba. Se pravi, v bistvu Slavko je sigurno izhajal iz nekega, kot rečem, glasbenega, jaz temu rečem, idioma lokalnega. Ta lokalni idiom,
mi je zelo važno, da tle poudarimo to, da v bistvu ni nujno to nek slovenski splošen. Moramo razumeti, Slovenija je tle, kot rečem, na enem takem križišču, geografskem, kulturnem, tako da v bistvu to, kar recimo on igral, je v bistvu po mojem, jaz bi to rekel, da je še najbližje neko glasbeni kulturi, ki je bila bolj kot ne alpska v resnici, ne, se pravi podobna v Avstriji, Švici, ne, in tako naprej. Zaradi tega tudi potem so zelo zasloveli tam, ker je v bistvu to, kar so oni delali, v bistvu bilo jim relativno blizu. Ne. Se pravi, v bistvu to je neka glasba, gorenjski idiom, ki je bil relativno mogoče tudi na Kranjskem, relativno razširjen do neke mere, ampak recimo to, kar recimo je bila ljudska glasba, ne vem, na Primorskem ali pa v Prekmurju ali pa tudi na Štajerskem končni fazi, je bilo vsaj do neke mere drugačno. Ne. Se pravi, v bistvu to ni slovenska glasba. To je, če je v najboljšem primeru gorenjska ali pa recimo kranjska. To je ena stvar. Druga stvar je seveda, ne, kako to, ne, se pravi, recimo ljudska glasba imamo, ne, doskrat to izmenjavanje, ne, se pravi, inštrumentov petja, inštrumenti petja, ne, in ona dva sta vzela pač to, kar je bil nekak standard v popularni glasbi, se pravi, neka inštrumentalna podlaga in potem petje čez, ne, se pravi, to je nek čist moderna stvar. Potem v bistvu Vilko kot nek šolan glasbenik, jaz sem bral, da je v bistvu od džeza vzel elemente. Zdaj, eni so se potem oglašali in so mi razlagali, da je to čisto možno, ker on je bil klasično šolan klarinetist, da je v bistvu vzel od klasične glasbe, kakorkoli, ne, se pravi, ni vzel od slovenske ljudske glasbe, ne, se pravi, inštrument kitaro, ki v bistvu je v slovenski ljudski tradiciji bolj ali manj v bistvu ni bilo, ne, kot nek spremljevalni inštrument, ne, kjer v bistvu nekdo igra pač te akorde in daje to neko harmonsko podlago. Ne. Tako da v bistvu je dobil nekaj, kar je bolj ali manj nekaj končen, to malo heretično zveni, ampak v bistvu džezovski kvintet, ne, ne, čeprav so igrali nek recimo to. Ne. Potem v bistvu igral je pač malo bolj to, ne, udarno, na udaren način, tresel je meh, ne pač te neke fore, ampak hočem reči, ne, to je neka mešanca ljudske, gorenjske, alpske, ne, glasbe, popa takratnega, džeza, klasike v končni fazi. Tudi recimo v bistvu meni zelo pomembno detalj, recimo te, ne, uniforme, kaj so že, narodne noše, ne, ne, danes to ljudje razumejo kot v bistvu neko slovensko tradicionalno oblačilo, ne. Narodne noše, to je recimo to, kar so oni nosili, so bile gorenjske narodne noše, kar mi je spet hecen, ker danes to, ne vem, štajerski bendi nosijo, pa ne vem, primorski bendi, pa tako naprej, pa ne, so ful užaljeni, če kaj rečeš narobe, ampak, a veste, mislim, skratka, če kdo v bistvu to, končem neko, ne, nacionalno tradicijo krši, so v bistvu oni sami, ko končem prevzemajo neko narodno nošo, ki ni njihova, ampak v bistvu tudi, recimo, če pogledamo koncept narodne noše, ne, kaj je narodna noša, ne, se pravi, narodna noša je v bistvu nekaj, kar se je v drugi polovici 19. leta postali nekako, ne rečem, modern. To so meščani, ne, ko se je pojavil ta nacionalizem in tako naprej. Ne. Meščani so nosili neke, ne, te praznične obleke, ki so bile v bistvu neke njihove interpretacije kmečkih oblek. Ne. Se pravi, to nima, hočem reči, niti zveze z ljudmi, mislim, ne, zgodovino, z ničemer v resnici. Ne. Ja, skratka, imamo, to je res zelo ključen poudarek, ki ga verjetno tudi prevečkrat pozabljamo. Na začetku imamo invencijo, ne. Ampak ta invencija zelo hitro, lahko rečemo skoraj čez noč, postane konvencija, če se zdaj poigrava z besedami, ne. Se pravi, to, kar vzpostavita brata Avsenik in ja, ta korelacija, ta paralela z džezovskim osnovnim ansamblom, če harmoniko nadomestimo s klavirjem, smo že skoraj tam, ne. Sploh potem, ko dodata kitaro. Skratka, ta njuna invencija čez noč postane konvencija, tako jo začnejo oponašati, ne. In to je zdaj tisti drugi del mojega vprašanja, v čem je skrivnost uspeha, na katero struno je ta invencija, ta glasba, ta zvok, te melodije, ta besedila, na katero struno je zaigrala, da je v bistvu doživela tako hitro ekspanzijo po celem slovenskem, pa tudi seveda širše področju. Ja, to pa je tisto skrivnost X vprašanje, ne, ker če bi ga poznali, bi vsi bili bogati, ne. Zdaj, ne vem, težko rečem, mislim, zdaj seveda, če danes poslušamo, ne, Avseniki, ne, fajn muzika, ne, znali so igrati, vedeli so, kaj so delali, ne, tle absolutno ni nobenega dvoma, ne, tako da sigurno je delno to. Zdaj, kaj je to, zdaj,
preveč kompleksno, ampak recimo en moment mislim, da je vseeno pomemben. Ne. In to je čisto sociološki, kulturološki moment. Moramo razumeti, konec 40-ih let, začetek 50-ih let 20. stoletja. Kaj se takrat dogajalo? To je v Bosni, skratka po vojni, socializem pride, obnavlja se država in v bistvu to je predvsem obdobje intenzivne industrializacije. Gradijo se tovarne, to je to neko čisto kopiranje tega sovjetskega modela, ok, malo smo zaostali, zdaj moramo pa ful tovarn zgraditi, pa elektriko napeljati. In to v bistvu pomeni, da se takrat Slovenija v tistem času radikalno spreminja, da v bistvu ljudje množično v bistvu odhajajo iz podeželja v bistvu v mesta, se zaposlujejo v tovarnah, ali pa tudi pri nas je bila ta ideja policentričnega razvoja, se pravi tovarne se gradijo na podeželju ali pa v majhnih krajih in v bistvu pomeni, da sicer ljudje ostanejo na kmetiji, ampak njihovi ritmi se spremenijo, se pravi zdaj mogoče delajo še nekaj malega na polju, ampak v osnovi hodijo v tovarno, po tovarni, po šihtu napir, pač moderni življenjski ritmi se pojavijo. Tako da hočem reči, to zelo hitro spremeni in to jaz zmeraj poudarjam, nam je to mogoče malo težko se predstavljati, ker smo rojeni v mestih pa z modernimi ritmi in nam je to dosti samoumevno. Ampak v bistvu ta prehod recimo od življenja na podeželju, kjer je v bistvu relativno vendarle mirno, pa naravni ritmi, pa narava in tako naprej, zdaj v mesto, tovarna, šiht, ritem, vikend, gor, dol, v bistvu je v veliki meri traumatičen, nikoli ni čist preprost. In v bistvu zdaj to, kar je značilno in mislim, to je bila ena izmed teh ključnih kart od Avsenikov in potem od ostalih bendov, je bila v bistvu ta neka nostalgija. Ker če pogledamo slovensko ljudsko glasbo, v bistvu, zdaj si pomeni, ti verjetno si poznaš še boljš kot jaz, ampak moj vtis je, da v bistvu ni toliko zelo nostalgična, pa upeva, koliko je lepo tle na kmetih, pa tako naprej. Doskrat je žalostna, tragična, whatever. Tako da v bistvu ta moment nostalgije po domačiji, po pašnikih, po kozovcih, po hribih in tako naprej, se pravi, to je v bistvu nek, kar po mojem so se ljudje zelo identificirali. Ker glasba so čustva in zdaj v bistvu, če ti nekako to neko glasbo, ko rečem, tam živiš v mestu, ampak z glasbo se nekako povežeš z neko idealizirano predstavo o tem, kar je bilo nekoč ali pa kar mogoče še je in tako naprej. Tako da jaz to pojasnujem preprosto s to nostalgijo. Nostalgija je zmeraj ista idealizacija, se pravi v bistvu, vemo, življenje na podeželju nikoli ni bilo toliko zelo romantično, kot mogoče je v besedilih narodno-zabavne glasbe. Bile so lakota, revščina, suše, whatever. Ampak, kot rečeno, nostalgija je, ta sentiment je bil in se mi zdi, oni so igrali na to in zelo nekako je to. Mi je tudi zanimiv sicer, če lahko samo še to dodam, v bistvu, da se je to dosti podoben dogajalo po celi Jugoslaviji v bistvu. Recimo, zdaj najbolj znana je ta srbska novo komponovana glasba, ki v bistvu pojavlja se mičkan kasneje samo v 60-ih letih, ampak isto v bistvu, se pravi glasba, ki so jo poslušali v glavnem te ljudje, ki so šli iz podeželja v mesta in v bistvu glasba, ki ima zelo poudarjeno to nostalgično noto po neki rustikalni idili v preteklosti. Ja, ta pojem nostalgije, čigava je ta, se je navedena v knjigi? Mitja Velikonja. Spomin minus bolečina. Bolečina, ja. Tako, ja, to se mi zdi to lepa in preprosta, ampak hkrati resnično opredelitev pojma. Se pravi, če je klasična, dajmo uporabljati to terminologijo, se pravi klasična narodno-zabavna glasba in sodobna narodno-zabavna glasba. Če je klasična nekako gradi na tej nostalgiji ali pa ne nujno gradi, pač je izraz te nostalgije, se nikjer ne piše, da gre za preračunljivost, pač iskreno lahko tudi so jo čutili njeni ustvarjalci in izvajalci. Imamo pa pri sodobni narodno-zabavni glasbi, se pravi bendi, ki so tukaj obravnavani, 20 jih je, so v glavnem, lahko rečem, mislim, da nihče ni starejši od 10 let, ali pa vsaj primeri so relativno res sodobni, pa se na različne načine spogleduje oziroma očitno zelo prevzemajo neke sodobne motive. Se pravi, ne igrajo več samo na to karto nostalgije po preteklosti in po ruralnem okolju, ampak se spogledujo s sodobnim. In zdaj
pričakovali bi, ne, da potem takem ta relacija med klasično narodno zabavno in sodobno narodno zabavno glasbo gre oziroma je nekako usporedna s tradicionalnim in modernim. Ne. Ampak, kot ugotavljaš, temu v resnici ni tako. Se pravi, sodobna narodno-zabavna glasba je pa ni moderna, no? Oziroma se nekako navizuje na to, ampak ne zares, ne do konca. Ja, no, to je zdaj pač neka osnovna moja ugotovitev, no, če lahko ne, da ne analiza, kaj se pojavlja, kako se pojavlja in tako naprej, se lahko tudi mogoče greva potem, če bo treba kaj bolj podrobnosti, ampak ja, moja neka pač ugotovitev je to, da v bistvu na ravni znakov, ne, skratka označevalcev, ne, karkoli sprav motivov, podob in tako naprej, ne, v bistvu se je zelo modernizirala sodobna narodna zabava. Na znaki v smislu. Imidži, avtomobili, telefoni, dogaja se v mestih, ne sicer velikih, ampak saj ni več podeželje, ne. Se pravi, lokacije so mesta, romantična ljubezen, ne, kar je spet neka tipična moderna invencija in tako naprej. Se pravi, te znaki, ne, na površini, tudi recimo videospoti so dinamični, rezi, kat, ne, se pravi, ne, hočem reči, ne, ikonografsko, ne, na ravni podob, na ravni znakov, na ravni simbolov, na ravni motivov, ne. Se pravi, v bistvu to so vse neke dosti, tako nečem, ne, znaki sodobnosti, modernosti, ne. Ampak zdaj v bistvu ne, te pa tle ta obrat, ne, ali pa paradoks, ali kakorkoli, ki sicer verjetno ni čisto presenetljiv, ampak vendarle je, ne, skratka v bistvu, da pa v bistvu vsi ti znaki, ki so uporabljeni in ki so zelo modernizirani, se mogoče, če si pogledate videospote, to zelo hitro postane jasno, ne, to je res dosti daleč od tiste klasike, ne, sicer so v bistvu zelo modernizirani, ampak so pa urejeni v neko skratka strukturo, ki je pa v bistvu zelo tradicionalna. Ne? Zdaj v bistvu, preprosto povedano, no, zdaj sem pač tle izhajal iz neke te, ne, skratka, teorije modernizacije, to ni čisto neka sociološka, v principu, ne, imamo tako malo idealno tipsko, ne, dve vrsti družb, eno so tradicionalne družbe, ne, potem so pa te moderne družbe in če govorimo o njihovi kulturni strukturi, za tradicionalne družbe je značilna, skratka, kako ne rečem, ne, en red, en smisel, ne, se pravi, nekako zelo so strukturirane, jasne, vsi živimo na en način, vsi delimo enake vrednote, vsi smo, ne vem, bolj ali manj enako oblečeni, vsi gremo v nedeljo k maši, ve, kaj se spodob, kaj se ne vem, ko moj rojsten dan, je treba čestitati, ko je kosilo v nedeljo, pride, ne, te konvencije so zelo fiksirane, ne, kaj delamo, ne, zdaj pa kaj za moderno značilno je pa v bistvu ta, ko rečem, pluralizacija, ne, življenjskih stilov, vrednot, ne, se pravi, v bistvu moderna družba, smo zelo različni ljudje, zelo različnimi ritmi, zelo različnimi idejami, zelo različnimi življenjskimi stili, zelo različnimi, ne vem, življenjskimi poteki, ne, skratka, ne, meni se grebejo za kariero, drugi so bolj na easy, ne, hočem reči, in zdaj, ne, ni več enega vzorca, ni to več predpisano in tako, ta pluralizem je, ne, in zdaj, hočem reči, ne, če pogledamo pa zdaj sodobno narodno zabavno glasbo, ne, pa to, vidimo te sicer sodobne znake, ampak ni pa pluralizma, ne, je pa v bistvu še zmeraj ta struktura, se pravi, vsi so enako oblečeni, enako živijo, enake življenjske poteke imajo, bolj ali manj vsi so tudi, ne, enake barve kože, če grem recimo na to, ne, očitno so vsi Slovenci, vsi imajo, ne, skratka, ne vem, doma, ne, poenostavljam, ampak recimo, ne, ful jim je zgleda važen avto, ne, a veste, od vseh, ne, teh, hočem reči, ne, ni zdaj tako, da bo enemu avto, drugmu pa, ne vem, nekaj čisto, ne vem, kaj, sedmega, sploh se ne spomnim, kaj, ne. Ne, hočem reči, ne, ta struktura vrednot, ne, znaki so sodobni, ampak struktura vrednot je pa tradicionalna. Vsi razmišljajo enako, delujejo enako, ne, kakor recimo, če tako, ne, sem v knjigi poenostavil, ne, ko gledaš ti te videospote, imaš občutek, da v bistvu, ja, vsi, ne, skratka, so lepi, pa ko so mladi se zaljubijo, pa pol se poročijo, pa pol imajo otroke, pa pol kupijo en avto, pa pol živijo tam, ne, v eni hiški, ne, pol, ko so stari, jih več ne vidimo, kaj dosti, ne, hočem reči, ne, ta neka uniformnost, ne, in to je tipična tradicionalna kulturna struktura, tako da tle je nek ta paradoks, na površini je modernizirana, ampak v resnici, ne, kulturna struktura je zelo tradicionalna. Ampak sej uniformnost, ok, prva stvar, ki je iz same analize jasna,
nož praktično ni več, ne? Ja. Skoraj da pri Redko, ja. mlajših ansamblih. Ja, ne. Ampak so pa uniforme, se pravi, bendi Ja. težijo k temu, da so enako ali pa podobno oblečeni. Ampak vseeno neka uniformnost je vedno prisotna je v katerem koli žanru. Ne, saj, če pogledaš fotografijo, ne vem, Sex Pistolsov ali pa Gunsov ali pa iz katerega koli žanra, boš videl, da neka težnja k uniformiranosti obstaja. Ne? Pač, če si raztrgan, so še zmeraj ljudje raztrgani na podoben način. Če hočeš izgledati zanemarjen, so bendi vedno težijo malo tudi k temu in žanri težijo k temu. V čem je zdaj ta uniformnost sodobnih pač narodno-zabavnih bendov še toliko bolj očitna kot recimo na drugih področjih, ne samo glasbe, tudi življenja? Ne? Ja, dobro vprašanje. Ne? Zdaj seveda neki je žanr. Ne? Žanr je v bistvu glasbeni žanr ali pa kjerkoli drug, ne? Se pravi, je pomen sigurno neke vrste standardizacijo. Ne? Ampak v bistvu, kako rečem, ne? Te standardizacije so v bistvu zelo dost ali pa ne vem, ne? Skratka dinamične. Ne? Res je, da ne vem, punk je imel neke svoje znake, konvencije in tako naprej. Ne? Ampak, kako ne rečem, ne? Če ostanem recimo pri tem primeru, res je, da v bistvu nekako se je dober, ne, potem, ne, zlasti ta drugi val punka se je zelo standardiziral, irokeze, pa te, ne, skratka, usnjene jakne in tako naprej, ne, ampak v bistvu punk izvorno je bilo v bistvu, ne, skratka, so bili najbolj nemogoči imidži, ne, skratka, ni bilo nobenega standarda, ne. Tudi to, če zapovemo, obleč se, kakor se da nemogoče, je to zapoved, ne? Je, se pravim, ne, zdaj, dobro, ne, to so kulturni kodi, ne, če v bistvu brez njih v bistvu težko na nek način komuniciramo, ne, ampak jaz vsem mislim, da v bistvu tle so eni kulturni kodi, ki so bolj odprti, ne, in v bistvu je kulturni kodi, ki so manj odprti, ne, in mislim, da v bistvu sodobna narodno-zabavna glasba, ne, se pravi te njeni kodi in v bistvu vrednote, v bistvu, ki so s tem povezane, so v bistvu zelo stabilni, če že ne v bistvu zaprti, ne. In tle se pravim tudi meni, ne vem, no se pravim tudi, mislim, so mi tudi čisto kulturološko, sociološko zanimive implikacije, ne, ker v bistvu to pomeni, da zdaj, ne vem, v tem svetu, ja, ni nekih končem drugačnosti, raznolikosti in tako naprej in to mi je problem. Mislim tako, ne, če razmišljamo, saj na dveh nivojih, ne, eden je v bistvu čistko, ko ne rečem, mogoče političen, no, v smislu, ne, se pravi, zdaj v bistvu vsi tisti, recimo, ki, ne vem, Sloveniji, ne, živijo in tako naprej, ne, imigranti, ne vem, whatever, ne, ok, recimo, ne, sem izpostavljal geje, pa ne vem, kaj črnce ali whatever, ne, zdaj v bistvu na nek način, zdaj končem, je neka glasba, ki te simbolno izključuje. Ne, in v bistvu, ampak ko ne rečem, ljudje ne samo, da niso simboli, mi ljudje smo kulturna bitja, mi delujemo po simbolih, ne. Kar pomeni, da v bistvu tudi te neke simbolne izključitve na nek način, na neki točki potem pomeni tudi realne izključitve, ne. Tako da v bistvu v tem smislu seveda se meni zdelo fajn, če bi recimo nas mogoče tukaj se malo bolj odprla in tako naprej, ampak v bistvu druga stvar je pa tudi, ne, se pravi tudi, če pustimo te neke politične vidike, je pa v bistvu čist ta nek končen razvojni moment, ne. Hočem reči, ne, zakaj se gre, ne, hočem 21. stoletje, ne, 21. stoletje, ne, hočem reči, če pogledamo ekonomijo, ne, kaj danes je tisto, kar na nek način, ne, to je ne, čas v bistvu ekonomija znakov. Ni zdaj več, ne, danes, ni zdaj, koliko bo zdaj kjera država železa proizvedla, ali pa ne vem česa, ali pa traktorjev, ne. Danes je kjera država, ne vem, skratka bo naredila, ne vem, dobre pop zvezde, ne. Koreja se je pred 20 leti odločila, da, ne vem, da je tle full business, recimo, popularna glasba in so začeli sistematično država investirati v korejsko, ne, skratka to popularno glasbo, ki vidimo, ki je v bistvu ratala blazno uspešna. In to so te pravi denarji, ne. Hočem reči, ne, to je, ne, 21. stoletje je v bistvu stoletje, kjer prevladuje ta ekonomija znakov, simbolov, se pravi popularna kultura, aplikacije, kaj so one, social media, kako se tukaj znajdete in tako naprej. To je recimo ta ekonomija, ne, in zdaj hočem, to je ekonomija, kjer je v bistvu treba znati, čisto preprosto povedano, žonglirati s temi znaki, ne. To so kompleksne stvari, ne, in zdaj v bistvu, če zdaj Slovenija proba nekako tukaj priti med razvite ali karkoli, ne, v bistvu z neko
a veste, ljudje pa bojo zdaj gledali samo to narodno zabavno glasbo, pa oni, ne vsi so isti, pa enako razmišljajo in tako naprej. Ne, težko bomo s takim preprostim svetom, takim preprostim simbolnim registrom na nek način vstopali v to neko globalno ekonomijo znakov. Ne. Ker mislim, čisto v tem smislu. Ne. Tudi tretja stvar ne mogoče, ne, je tudi recimo čisto, ne, meni je zelo pomembno čisto kot kulturologu, ne, mislim, da je to dosti jasen, ne, ena taka zelo osnovna stvar v kulturologiji. Ne, družbe v bistvu, ki so se nekako bile zelo dobro razvijale, so družbe, ki so bile odprte. Ne, družbe v bistvu, kjer so zelo različni vplivi prihajali, so se srečevali, so se trki bili in tako naprej. Ne. Recimo, ne, da ne par recimo najbolj znanih primerov, nekje se začne v bistvu evropska civilizacija, ne, v stari Grčiji v bistvu oziroma na Kreti. Ne. Zakaj na Kreti? Ne, Kreta je bila v bistvu na križišče v bistvu, ne, skratka, feničanskih vplivov iz vzhoda, babilonskih, Egipt iz juga, ne, in v bistvu ta Evropa iz severa. Ne. In v bistvu te so se tukaj potem srečevali in bum, eksplodira civilizacija. Ne, renesančna Italija, ne, se pravi, v bistvu to je bila kot trgovska velesila, trgovali so s Kitajci, z Bližnjim vzhodom, Zahodno Evropo, z Vikingi, Bizanc je padel, ne, in kup enega folka je potem v bistvu prišel iz Konstantinopla, zdaj živeti v Italijo, prinesli so svoje ideje, oni so iz Kitajske prinesli neke nove ideje in tako naprej. Ne, in v bistvu ta renesančna civilizacija, ta eksplozija je bila spet v bistvu bum, ne, ko so se srečale zelo različne ideje, zelo različni ljudje in tako naprej. Ne vem, potem recimo začetek, ne vem, modernosti v Evropi je bila Nizozemska v 17. stoletju. Ne, edina država v bistvu, ki je tolerirala različne religije, ne, takrat so se vsi pobijali, ne, ti si protestant, katolik, bum, bum. Ne. Edina na Nizozemskem, ne, je bila ta religiozna tolerantnost, ne, in kar je pomenilo, da v bistvu spet ogromen ljudi beži tam, vse te razne manjšine, hugenoti, preganjani, judi, ne vem kaj, ne, in v bistvu, ne vem, Amsterdam je bilo eno tako pisano središče zelo različnih kultur in spet imamo eksplozijo, ne, ustvarjalnosti, ekonomije, ne, in tako naprej. Amerika, ne, melting pot, ne. Hočem reči, ne, ni treba biti nek težek strokovnjak za kulturologijo, da veš, da v bistvu, ne, ta srečanja kultur, ne, izmenjavanja, da se učimo drug od drugega, so zmeri plodna. Ne. Tako da zaradi tega se meni zdi, ne, zdaj v bistvu to neko, ne, končen zapiranje nekega prepoznavam v sodobni narodno-zabavni glasbi, v bistvu malo na nek način, ne sam, ne, ok, ima neke te politične, problematične implikacije, ampak tudi v bistvu škoda za Slovenijo samo, ne, ker v bistvu tle so razvojni preboji, ne, in v bistvu v končni fazi Avseniki sami so ta razvojni preboj naredili, ko so zmešali te zelo različne sloge, ne. Malo bi se sprehodil čez par pojmov pa fenomenov, ki so nekako povezani tako s klasično, predvsem pa seveda tudi sodobno narodno-zabavno glasbo. In prvi se navezuje seveda na to idejo odprte družbe, ki ima nek potencial, ne, za razliko od zaprte družbe, ki verjetno stagnira. Ampak seveda v času, ki ga živimo in v državi, v kateri živimo, se je nekako zgodila ta, da rečem, uzurpacija domoljubja strani tistih, ki pravijo, da seveda družba ne sme biti odprta za različnosti oziroma kar se le da mora ostati nekako zaprta in rigidna na svojih okopih. In ta element domoljubja se mi zdi pač, ko govorimo o narodno-zabavni glasbi, zelo zanimiv. Ok, se pravi, Slovenija od kot lepote tvoje lahko rečemo, da je ena od teh neuradnih slovenskih imen, ne? Zagotovo. In znamo jo zapeti vsi, tudi če odkrito in iz nas srca sovražimo narodno-zabavno muziko in jo zmerjamo, češ da je goveja in tako naprej, preprosto ne moreš se izogniti temu komadu, ne? Naprimer, in to je ta primer klasične narodno-zabavne domoljubne pesmi. In kar se mi zdi zanimivo, ne? To je seveda pesem, ki je nastala v času Jugoslavije, ne? Se pravi, da je imela takrat nek tak gotovo, ne? Pač zgodila se je pred mojim časom, ampak je imela ta nacionalističen in s tem hkrati tudi emancipatoren
moment, ko govorimo o Sloveniji vizavi SFRJ. Tako podobno kot, ne vem, naprimer v 80-ih potem popkulturni fenomen, ki sliši na ime Agropop, svojo Samo milijon nas še živi. Ne? Vem, da si prav ti pred kratkim, ko je bila obletnica tega komada, zapisal, da si pa ti imel zmeraj malo težave s tem komadom, glih to, 1 milijon, se pravi, ne, a jaz spadam v ta milijon ali pa mogoče ne, če čisto sem zaradi tega, ker se pišem tako, kot se pišem. Skratka, vedno gre za to dvojnost, izključevanja in pač, ja, neke vrste domoljubja. Zdaj pa jaz dolgo vezim. Skratka, moje vprašanje je v resnici zelo preprosto. Če imamo približno predstavo o tem, kaj v klasični narodno-zabavni glasbi pomeni domoljubje in je gotovo povezano s tisto nostalgijo, o kateri sva prej govorila, kaj pa sodobna narodno-zabavna glasba, kakšno je pa mesto tega domoljubja v njej, glede na to, da je ta pojem zadnja leta še kako aktualen in se z njim zelo rado operira. Ja, to mi je mogoče zanimivo. Tle moram poudariti, da v bistvu me skoraj malo preseneča po svoje, ampak v bistvu na tej neki manifestni ravni, se pravi slovenska narodno-zabavna glasba ostala dosti apolitična. Se pravi, in bi mogoče celo pričakoval, da bo več recimo teh poskusov, jaz se sicer bojim, da bojo še prišli pa tako, nekega prisvajanja za neke, ne vem, ko rečem, nacionalistične ali pa desno-politične zgodbe in tako naprej. Nekaj malega je bilo, bili so gor, dol, levo, desno, tudi kakšni šovinistični, če poznaš, en komad je bil pred 10 leti Ti si burek. Dober, mislim, to. Skratka, ali pa narodno-zabavni ali ja, Jozo varianta? Ne, narodno-zabavni in basically zgodba gre, ona se je očitno, kako rečem, zajebana, skratka se je poročila s Čefurjem in zdaj ona dela tam, pere, hodi v službo, on pa pred televizijo, skratka se po trebuhu praska v spodnji majici, pije pivo, in potem ti si burek. Ok, dobro. Tako da hočem reči, mu dam celo neke kredice, da neki proba malo na humor. Ampak hočem reči, zdaj glede na ta nek tradicionalizem, ki ga razbiram in tako naprej in to zgodovino, ne bi jaz mogoče pričakoval celo tega več, ampak v bistvu dobro, mogoče tudi nekako čisto politično oportuno ali pa komercialno oportuno se nekako ne opredeljujejo in tako naprej, ker bi izgubili mogoče del občinstva ali karkoli, ampak v bistvu in se pravi teh nekih političnih izpadov ali pa končem zavezništev ali pa povezav v bistvu je sodobni NZ v bistvu zelo malo. In tudi v bistvu motivično, se pravi, niti ni več kaj dosti, recimo, se je, ampak ne prevladuje več to, kot je včasih pa naša domovina, pa moja vas, pa tako naprej, ampak v bistvu izrazito prevladuje motiv, recimo, romantične ljubezni, kar je nek tipičen motiv iz popularne glasbe, ki je prišel. Tako da v bistvu, ja, v tem pogledu seveda je manj, ampak spet po drugi strani, to pa, kar sem prej omenil, če pa pogledamo, recimo, se pravi, vsebino ali pa motive in tako naprej, pa imamo to neko izrazito normativnost, se pravi v bistvu ni to povedano, ni to upevano, ampak v bistvu vidimo pa neko, ko ne rečem zelo, končem šablonsko, slovensko, skratka tipično življenje, ki je tako, kot sem prej omenil, se pravi, živimo v majhnem mestu, poročimo se, otroke imamo, sonce si je skozi, veseli smo skozi, tako da v tem smislu, ampak na manifestni ravni, ja, mogoče zanimivo, ampak niti ne prepoznavam nekih zelo teh nacionalističnih ali pa niti domoljubnih motivov. K tej dobri volji pa tudi k tej romantični ljubezni bi se gotovo še malo vrnila, ampak zdaj bi ostal še, bi nekako peljal to linijo naprej, če smo imeli prej dom, seveda, skupaj s cesarjem je bil vedno v tej veliki trojici tudi Bog, In ja, okej, v klasični narodno-zabavni glasbi je Boga, relativno malo ali ga sploh ni, ja, pač, kar je seveda povezano tudi z dejstvom, da je to socialistična glasba, da je to glasba, ki je nastala v SFRJ, ne pozabimo na to. Okej, ampak spet v sodobnih različicah bi pričakovali več sklicevanja na Boga, na cerkev, na krščanstvo, na katolištvo in tako naprej. Pa zdaj ne govorim samo o teh nekih implicitno prisotnih vrednotah, pa o tistem, da rečem,
pričakovanem načinu, kako pač živimo svoje življenje, s katerim v končni fazi tudi ni nič narobe, če se zaljubimo mladi, pa se poročimo, pa imamo otroke čisto ok, ne, dokler ni to zapovedano in nujno. No, ampak hočem reči, ali je v sodobnih različicah torej kaj več Boga? Je kaj bolj pridno? Ne, no, vse to, kar sem ugotavljal, no, je pač to, ne, ne, mogoče heca, ne, se pravi ta neka religiozna motivika se ni vrnila, je pa zelo prepoznavamo v resnici, ne, se pravi v pojavu te novodobniške duhovnosti, ne, se pravi nekaj to, ta nekako, ne, v 90-ih letih se spomniš verjetno, ne, enkrat prišel ta New Age, pa treba je razmišljati pozitivno, pa delati jogo, pa hoditi v naravo, pa je zdravo hrano, pa imeti se rad, pa v bistvu predvsem ne, predstavljati si samega sebe uspešen in pol bo to karatal, skratka v bistvu te stvari. Tako da v bistvu, ja, ne, to je neka recimo dost, ne bi rekel, sodobna oblika ne, duhovnosti. Zdaj, zakaj se ni vrgla na ta najbolj tradicionalna krščanska, ne vem točno, ampak moja teza je to, da v bistvu, ker tudi nekako, če pogledamo, to je malo zanimivo, ne, v bistvu Slovenija je bila pred drugo svetovno vojno, to moramo vedeti, mislim čisto kulturološko, to zaznamuje, zelo konzervativna, zelo katoliška država. Ne. Tudi recimo ne zadnjih 10 let, recimo pred letom 41, ne, se pravi je v bistvu, ko ne rečem, ne, se pravi, okay, da ne grem zdaj v tisto politiko, ne, ampak da je tista jugoslovanska unitaristična stranka od kralja Aleksandra prišla na oblast, je imela nek deal s SLS od Antona Korošca v Sloveniji in nekako, okay, da Korošec podpre zdaj to stranko, ampak v bistvu ne, oni pa pustijo bolj ali manj SLS-u v bistvu Sloveniji, da dela kar hoče. Tako da v bistvu cerkev je bila izrazito prisotna v vsakdanjem življenju že prej, zelo zaznamovana, stopnja vernosti je bila zelo visoka, tako da v bistvu zelo nekako ne imamo to. Ne, pa se pa zgodi, ok, NOB, socializem in tako naprej in v bistvu po letu 89, ne, ko bi mogoče pričakoval, da so zgodili nekaj podobnega kot na Poljskem, ne, ki so tudi taka konzervativna katoliška država, ne, kjer se je blazno, kot vemo, vrnila cerkev, katolicizem in tako naprej, pri nas se niti ni. Ne? Skratka, tako da v bistvu to, kar se dogaja v sodobni NZ, mislim, da je v bistvu v veliki meri povezano s tem, da v bistvu ta cerkev v Sloveniji sicer se trudi, ampak ni dobila nazaj tega statusa. Zdaj razlogi so tle verjetno kompleksni, ne, od druge svetovne vojne, ne, kjer je bila okay, ta kolaboracija gor, dol, levo, desno, ne, niso bile čisto preproste zadeve, ampak niso jih proslavila. V nasprotju Poljska, ki je imela čisto neko drugo zgodovino, ne, kjer je v bistvu pač ne, katoliška cerkev bila neposredno povezana z odporom in tako naprej. Ne. Tako da v bistvu tudi, kaj s tem, no, tako da hočem reči, ne, se je to malo zgodilo in se je, jaz mislim, da vrnil, ne, se pravi ta nek religiozni, kulturni vzorec se je vrnil, ampak vrnil v tej neki posodobljeni obliki, ne, pozitivnega razmišljanja, ne pa tok tradicionalne krščanstva, katolicizma. A pa si naletel na kakšen primer, mislim, karkoli, ne, so se zdaj lahko mičkan, ne vem, so lahko malo vzvišene nad tem ali pa vsaj prijazno vzvišene nad primeri novodobne duhovnosti in teh doskrat vendarle zelo naivnih vrnitev k naravi in opevanja naravnega okolja, v bistvu lahko rečemo ne samo, se to tudi tukaj pišeš, ne samo predindustrijskega, zdaj gremo že ta predkulturni, predčloveški moment se tukaj pojavlja. To v končni fazi je vendarle tudi neko igrišče, na katerem bi se lahko zgodila kakšna vsaj minimalna refleksija tega, kaj pa se z naravo danes dejansko dogaja. Ne? Se pravi, v času, ko se cel svet upravičeno ukvarja s tem, kako bomo sploh ta planet, da rečem, preživeli oziroma kako bo ta planet preživel nas, ali je na tem igrišču, se pravi na igrišču nekega glasbenega žanra v Sloveniji, si kje zaslutil, obstaja kakšna žalostinka posvečena materi zemlji, ki bi nekako vsaj, lahko tudi na kičast način, ampak vseeno pač implicirala, vsebovala to, da rečem, neko okoljsko zavest.
Ja, saj ne rečem, da ni kaj, ne, ampak v bistvu nisem na letu, ne, tako kot nisem na letu recimo na kakšnih družbeno kritična besedila, ne, kar je tudi recimo, ne vem, razlike, bogati, revni, izključevanja, gor, dol, ne, tudi tle imamo veliko za povedati, ne, ekologija, absolutno, ampak vtis je nekako, da v bistvu ta slovenska narodno-zabavna glasba se izrazito umika kakšnikoli, končem tem polemičnim, v bistvu, ne samo, da v bistvu noče se vpletati v probleme, ampak v bistvu kot da nekako niti jih ne želi videti, ne? Ker v bistvu je pač to vendarle še zmeraj nek dosti idealiziran svet, kjer smo vsi srečni, pa nasmejani, pa radi se imamo in tako naprej. Ne? Čist medklic, zdaj sem se spomnil, pa to nima veze neposredno z glasbo, ampak a se je Blaž Švab pred parimi leti angažiral v eni akciji, mislim, da je šlo za nasilje nad ženskami. Imam to, se kdo mogoče, a je bil on? Moram reči, da ne vem, kar ne pomeni, da se ni, ampak toliko dobro ne sledim. Vem, da je v bistvu podprl Magnificat takrat v tisti polemiki in tudi tako drugače izraža ene take dosti progresivne poglede, tako da se pravim vsaka čast. Ampak ja, mislim, tako kot žanr, če govorimo, pa je moj vtis, ja, da je nekako izrazito, se izogiba problemov, tako nekako tisti, ne bi spet res hotel biti žaljiv, ampak se mi zdi, kakor da se ti malo ta otroška, v bistvu, če bomo zamižali, potem bojo problemi šli stran. In ostali bomo dobre volje, prej omenjena dobra volja, kot nek imperativ. Jaz osebno imam strašno težavo z dobro voljo. Pa to ne pomeni, da sem mrk in zamorjen, ampak preprosto, ko enkrat nastopi na tak način, se pravi, kot zapovedana vrednota, me mičkam spreleti srh. Ne nujno samo v kontekstu narodno-zabavne glasbe, tudi v kakšnih drugih mogoče. Ne? Kako ti doživljaš ta večni nasmeh na obrazu pevca narodno-zabavne glasbe? Ja. Tudi takrat, ko poje o tem, kako je ona šla in ga je pustila. Ja. Meni se zdi tako, malo je hecen, ampak mi je pa tako hecen, ker v bistvu dosti se govori o kulturologiji, sociologiji, se pravi v bistvu o tem, da nek način cela sodobna družba s to neko svojo mitologijo in tako naprej je šla nekam v smer, Pascal Bonicer ima prav celo neko knjigo z naslovom Prisilna sreča. Se pravi v bistvu blazno moramo kazati ves čas, koliko smo srečni, uspešni in tako naprej. Mislim, da te social media so zelo lep primer tega, se pravi kako blazno skozi uživamo, pa se imamo fajn, pa smo lepi, pa kužki so super. Tako, se pravi v bistvu ena mitologija ali pa kozmologija, se pravi nenehnega blaženstva in sreče. Tako da tako se bojim, da v bistvu cela družba malo gre v to smer, res pa, da v bistvu NZ je že ves čas tle, že takrat v 50-ih, ker to še ni bilo v modi, v celem svetu, so bili ves čas nasmejani. Tako da zdaj ne morem reči, da ne vem, res to mi je tako ena, moram reči, sem že razmišljal, ampak ne vem, kako naj to sploh razložim. To je tudi, se pravi, tudi malo tako, to je ta stvar, ki je Magnificat odprl, pa se mi zdi zanimiva, se pravi v bistvu, da, ker v bistvu je pač tako, čisto glasbeno, se pravi NZ izrazito durovska glasba, duri so, skratka svetlo atmosfero dajo, medtem ko v bistvu dostikrat besedila so pa recimo nostalgična ali pa žalostna ali karkoli. Imamo tako neko hecno, ko ne rečem, se pravi mogoče otožno razpoloženje, ampak z duri ne more zveneti čisto otožno, ampak srečno tudi ne zveni, tako da zveni nekaj zelo enkratnega v resnici, kar v bistvu niti ni nujno slabo, meni nekaj po svoje se zdi fenomenalno, res pa je, da potem, kad tiste nasmejane obraze dodaš, pa rata na trenutke malo, skratka, ne vem, ko ne rečem, scary, ali kakorkoli. Ampak, ja, ne vem, odkje naj to, ker recimo, tako, kot sem rekel, recimo slovenska ljudska glasba, če pogledamo, je v bistvu
te žalostne, ne, tragične skladbe zelo močno prevladujejo. Ampak mogoče res en medklic, tudi v slovenski ljudski muziki je ogromno žalostne durovske muzike. Tudi durovske. Balade, kupica slovenskih balad, tudi tistih najbolj tragičnih in krvavih je durovskih. Celotna koroška ljudska muzika je recimo durovska v glavnem. Ker mi pač ponovadi pomislimo na Prekmurje ali pa na Belo krajino, ki pa zaradi vplivov sta izrazito molavska, ampak to, da je žalostna glasba durovska, to bi rekel, da ni, ne bi rekel, ampak definitivno ni invencija narodno-zabavne muzike. Seveda, z dobro voljo je povezan tudi alkohol. Ena najbolj splošna ugotovitev, ki jo podajaš tukaj, je, da je alkohola manj, kot ga je bilo. Govorimo o narodno-zabavni glasbi. Ne? Ampak že prej se mi je tudi zdelo zmeraj zanimivo, ta alkohol v narodno-zabavni muziki nastopa ponavadi v tej podobi neke rujne kapljice, ki rase tam na hribčku in tako naprej. Nikoli pa ne pripelje do tega, do česar alkohol v realnosti pripelje. Se pravi, vemo, da kakor imamo Slovenci radi alkohol, imamo tudi velik problem z njim. In temu problemu se reče alkoholizem, iz alkoholizma izhaja nasilje in še marsikaj drugega. Spet ne pričakujem, da bi zdaj sodobni slovenski narodno-zabavni bendi eksplicitno v svojih tekstih problematizirali alkoholizem, ampak recimo, če vzamemo paralelo, najbolj znan rokovski slovenski komad, pijanski rokovski komad zadnjih desetletij je verjetno Več kot spijemo, boljši smo od zmelkov. Ampak tam čutiš neko ironijo, čutiš neko distanco do tega. Tukaj, kako je s tem tukaj? Ali kako je z alkoholom v... Težko bi nekaj zdaj zelo rekel, no tudi mislim, da v bistvu v klasični narodno-zabavni glasbi ga ni zelo veliko. Jaz bolj tlesen ampak ni tako neki, da bi blazno izstopil. Mogoče bolj bi rekel celo ga je recimo v tej ljudski glasbi, pač te veseljaške pivske pesmi, še Kiklico prodala bom, pa skratka vse to. Zdaj, vendarle, ko ne rečem, jaz sem včasih, ko se malo hecam, sem rekel, da v bistvu to v narodno-zabavni glasbi je tej klasični, imamo to, prevladujejo, žlahtna kapljica, prevladuje domovina, prevladuje domačija, pa prevladuje mama. Tako da hočem reči, da nič samo po sebi ni nič narobe s tem, je pa malo patološko, ker v bistvu ni ženske, ampak je mama pa alkohol in tako naprej. Tako da, dober, to v bistvu ni čist najboljši znak. Tako da hočem reči, ampak v bistvu, zdaj to sodobno nazaj, v bistvu je prišla romantika, prišla je ženska, prišel je tip, prišla je ljubezen in tako naprej. Tako da v bistvu, dober, če lahko ocenjujem, vse načelno niti ne bi se hotel spuščati preveč to, ampak tle to se mi zdi okej. Alkohol se je pa tudi nekako, bi rekel, zdaj malo civiliziral, saj v tem smislu, kolikor ga je mogoče razbrati. V besedilih je zelo redko, v videospotih je pa tako tipa, fantje, kdaj pa sem pa tja malo srknemo, ampak ni to zdaj, da so to neke prav pivske pesmi. In malo tudi to povezujem, ne vem, težko je reči, ampak ne vem, zdaj recimo tudi v končni fazi, drugačni so življenjski ritmi, drugačne, živimo pač ta kapitalizem, ko zdaj delamo si neki kam napsihirani in pol zvečer verjetno niti nimaš energije vsak dan se ga napiti in tako naprej. V socializmu vendarle je bilo, če se spomniš, ob 2 je bilo konc šihta in v bistvu ljudje to sami z tovarne produžili do bifeja in potem to drug šiht tam naredili. Tako da hočem reči, tudi recimo pred tem 19. stoletje tragično. Se pravi, meni je hecen tako, ko se učimo zgodovino, slovensko zgodovino se učimo tako vse živo, ampak meni res teh pomembnih stvari po mojem ne. Zdaj ena recimo, ki se mi zdi taka zelo pomembna stvar, učimo se, Prešeren pa Blajvajs pa ne vem kva, oni tam neki. Dobro, svaka čast, ampak hočem reči, ta tragedija Slovenije v 19. stoletju je bila v bistvu mislim, da zelo pomembna in to je v bistvu leta 1848, ki je konc, se pravi ta meščanska revolucija, konc feudalizma in zdaj kmetje dobijo svojo zemljo.
Ne? In zdaj v bistvu kaj se zgodi? Ne? V bistvu zgodi se to, in to je zdaj ta tragičen moment, ne? Se pravi blazno, ne? Zdaj mislijo, zdaj so na svojem, ne? In v bistvu to zemljo, ne? Ogromen ljudi zapije. Ne? Prej alkohol je bil prisoten, ampak enostavno niso imeli denarja za to neko redno pijančevanje, ne? In potem se v bistvu, ne, šele v drugi polovici 19. stoletja, zdaj ta prilika je, zgodi se to, ne, res epidemija alkohola, o kateri ne zvemo nič, ne? Ampak kot rečeno, mislim, da je zelo zaznamovala Slovenijo, ne, končni fazi spomnimo se Cankarja. Ne, to je točno to, ne, zapit foter, ne, in potem v bistvu pač mama, ki poskuša rešiti gospodinjstvo ali kakorkoli, in v bistvu zdaj seveda ne, ko ne rečem, ne, mladi, ne, Ivan, ne, v nekem tem, ne, končem, nima nekega normalnega očeta, s katerim se bi identificiral, ne, to slabo vest nasproti mami, ne, in v bistvu imamo nek tak, ne, kulturen vzorc, ne, tako da hočem reči, ne, alkoholizem v bistvu je, ampak zmeri bil malo povezan s temi konteksti, ne, druga polovica 19. stoletja eksplodira zaradi tega, ker ljudje pridejo do zemlje. Ne, potem imamo socializem, ki ne, seveda ima svoje pluse in tako naprej, ampak eden izmed teh plusov je bil tako, da je bilo relativno precej prostega časa, ne, ali pa v službah se je ogromno pil in tako naprej. Ne, da ne gre, zdaj moj foter recimo je bil trgovski potnik, ne, in v bistvu moja mama en kup neprespanih noči je imela, zato ker ne, on je hodil po celi Jugoslaviji, te kupoval stvari za to podjetje, ne, njegov voznik je bil alkoholik, ne. Zdaj Adolf mu je bilo ime, ne. Zdaj bo Adolf spet nažgan vozil ali bo malo manj nažgan vozil, hočem reči, ne. Danes recimo, ne, če ne, hočem reči, ne, se ne tolerira več tega zelo. Ne, tako da se mi zdi, se tudi spreminja, mislim, da ljudje dejansko manj pijejo danes in tudi v bistvu pitje ni več toliko zelo pomembno v nekem simbolnem registru. Saj malo je še, ne, tipičen, ko ne rečem, čisto kulturološko meni zanimiv, ne, se pravi, znak junaštva, ne, v Sloveniji, ne, fantovskega junaštva je, koliko smo spili. Ne, smo stovkali, ne, zmeri so neki herojski junaki, ne, termini, ne, ko govorimo o alkoholu, ne, skratka smo stovkali tega pira in gor dol, ne, skratka, ne, se pravi, ne, če to nekako staja, ampak mislim, da se življenjski ritmi spreminjajo, da alkohol v bistvu je tle na nek način manj prisoten vendarle in se pozna tudi potem tudi v tej ikonografiji. Omenil si prej romantično ljubezen, omenil si, da v sodobni narodno-zabavni glasbi se dejansko pojavi ona, ki ni mama, ne. Ok, pojavijo se tudi dekliške zasedbe sicer, ne. Pa je pol on, saj to je ok. Ja, no, princip je v resnici zelo podoben, ne. Se pravi, pojavi se, ja, romantična ljubezen, kaj pa je z erotiko in predvsem kaj je s seksom. Ok, poznamo to erupcijo, relativno kratkotrajno, ampak zelo, bom rekel, odmevno, tako imenovanega turbo folka, čeprav ne vem, če smo ga čisto poimenovali, skratka Atomic Harmonic in njihove gasilsko-seksualne eskapade, ki zdaj, ki jih gledam za nazaj, so v bistvu zelo zanimive, nič bolj ali pa manj mi niso všeč, kot so mi bile takrat, ampak je to neka zanimiva postaja, ki pa se v bistvu ne razvije naprej, če ti imaš zdaj bolj pregled nad temi zadevami, recimo v zadnjem desetletju, ampak zdi se, kakor da bi se ta stvar takrat zgodila, ta neka overdoza seksualnosti v narodno-zabavnem žanru, potem pa v bistvu usahnila. Kako je s tem? Ja, zdaj smo tle neko tezo, kaj je teza, špekulacija, ne vem, ne, ampak v bistvu moja teza je nekako, ne, da v bistvu ta turbo folk 2004, 2005, 2006, recimo neko kratko obdobje, Atomic Harmonic, Turbo Angels in tako naprej, ne, se v bistvu vsi so neka ista formula, ne, dva tipčka, ki igrata muziko, pa dve bejbe, ki ne, bolj ali manj razkazujeta svoj dekolte. Ne, jaz mislim, da so to pobrali pri Srbih. Ne, se pravi, ne, ta kombinacija, ne, se pravi, dance beata od spodaj, potem harmonike čez, pa tega recimo temu vulgarnega eroticizma, ne, to je neka formula, ne, srbskega turbofolka že od 90-ih let naprej, ne. Zdaj, tle je sicer dosti zažgal na začetku, če lahko tako rečem, ampak mislim, da vendarle, ne, v veliki meri
ne ta komad, brizgalna brizga. Ne. Zdaj, hočem reči, iskreno rečeno, ne, bož, da se ne poglabljava v besedilo in tako naprej, ker je tako res ne, trivialno. Ampak kot komad, ne, to je dober pop komad. Ne. Ma melodijo, gre v šesa, tudi če ga namaraš, si popevaš cel dan in tako naprej. Ne, ampak hočem reči, jaz mislim, da če tega komada, če te super uspešnice ne bi bilo, po mojem sploh nič ne bi ratali. Ne. Tako da v bistvu tle je eksplodiral. Mislim pa, da ne, zakaj je bilo to zanimivo vprašanje toliko zelo kratkočasno? Jaz mislim, da enostavno, spet čisto kulturološko razmišljam, jaz mislim, da v bistvu slovenska kultura je v tem smislu drugačna in ne, se vsaka kultura ima svojo erotiko in tako naprej, ampak v bistvu ni v slovenski, se pravi ta dramatičen, vulgaren, bombastičen eroticizem, recimo nekaj, kar je bilo tukaj domače, tako da jaz mislim, da enostavno to nekako ni zazvenel čist dober nekako ne, z ljudmi. Nasprotjo ne Srbijo, ki je pač ne, skratka vse bolj bum-bam. Kaj hočem reči? Ne, zdaj v bistvu, kar je v Sloveniji, recimo, kar se tiče erotike, recimo je meni tak zanimiv detalj in potem to je moment, ki ga potem mogoče prepoznavam recimo v sodobnih bendih. Ne. Se pravi, je v bistvu skratka te šale, ne, se pravi, znajo biti malo tako, ne, skratka kinki, ne, dobro, ok, tako, ne. Ne pa zdaj, ne, se pravi, ta prav bombastičen, na prvo žogo, dramatičen eroticizem, ne. Tako da, jaz mislim, da enostavno tako, ne, kulturološko ni to čisto neko okolje za to in je potem nekako se stvar razvila v neko to bolj sodobno narodno zabavno glasbo, kjer ni tega vulgarnega eroticizma, so pa skozi te neki, ko rečem, sklici, pomežiki, jogi, namigovanja, ja, to je ta beseda. Ne. O tem, kakšen je bil domet brizgalne brizge, priča tudi dejstvo, da se je med študenti filozofije, sam sem takrat še bil vključen v ta v univerzitetni del izobraževanja, takoj pojavila filozofska verzija komada, ki je šla, če se prav spomnim, izbrala si bom fanta Immanuela Kanta, ker Schelling, Fichte, Nietzsche imajo čist premejhne tiče. Zadeva je dosti na istem nivoju, ampak so pa omenjeni filozofi, tako da zveni ful intelektualno. Študijska leta, evo, kot naročeno, tudi intervjuju nedavno, ki si ga imel super intervjuju, ki ste ga imela s Ksenijo na RTV-ju, sta govorila o tem generacijskem momentu, se pravi, ne, da tako sta se vidva, da v 80-ih, 90-ih, pa mislim, da tudi potem v 2000-ih je bilo nepredstavljivo, kar se publike tiče, da bi na Škisovi tržnici recimo ali pa na nekem študentskem žuru igral narodno-zabavni ansambel. Vmes se je to zelo radikalno spremenilo in je to postalo nekaj precej običajnega. No, in ko si razlagal te zadeve, si med drugim omenil tudi en zanimiv statističen podatek, ki se tiče občinstva narodno-zabavne glasbe, ki pravi, zdaj, če tako citiram po spominu, ampak ok, pričakovano največji delež poslušalstva je med starejšimi, oziroma starejši predstavljajo največji delež poslušalstva. Potem se zgodi neka hecna luknja in to je generacija tvoja, tudi moja, se pravi ta neka generacija 40-50, srednja leta. Potem pa se v bistvu ta krivulja spet vzdigne, se pravi, da mlajša publika pa spet sprejema v večji meri. In tukaj sem se spomnil na en fenomen Kmečka ohcet v Ljubljani, ne, ta etnološka, pa dosti lahko rečemo narodno-zabavno obarvana prireditev. Leta 1973, sem šel danes prav preverjati, da ne bom narobe povedal letnice, so se zgodili študentski protesti proti Kmečki ohceti v Ljubljani. Se pravi, ljubljanska študentska srenja je čutila to, da rečem, etno/narodno-zabavni ekshibicionizem kot nekaj, kar do te mere ne spada v prestolnico, da je šla s transparenti na ulice, kar je fenomenalno. In kaj to kaže? Da so to stvari malo prekleto resno. Ne? Zelo resno moraš imati neko stvar, da te mod do te mere. Ali je mogoče prišlo ravno do tega, da če je, ne vem, generacija 80-ih v svojem punku, new waveu ali pa v končni fazi v svoji disko različici prezirala, ne, to
ruralno kmečko, podobno potem generacije 90-ih, da pač preprosto danes mlajše generacije s tem nimajo več problema. Da jemljajo to kot entertainment. Ja, zdaj podatki bi potrdili temu, čeprav moramo opozoriti, ta odboj, se pravi, da danes je več mladih, ki to poslušajo, vendar ni tako zelo močen, se pravi, relativno majhen je, res najbolj pade tam nekje, najina generacija, potem pa se malo odbije, ampak še zmeri večina mladih to danes ne posluša. Tako to je prva stvar, ki moram povedati. Druga stvar, v bistvu mislim, da vendar tle sta dve stvari. Eno je to, se pravi, ne nujno tako, da se mi zdi, da nekako mladi zdaj drugače to bolj neobremenjeno poslušajo ali karkoli, ampak enostavno se mi zdi, da je v bistvu ta simbolni status NZ-ja se spremenil. Se pravi, mislim, da je včasih, recimo v 80-ih, 90 bil izrazit znak, se pravi znak, ko nečem neke zahojenosti, zaostalosti ali kakorkoli. In valjda smo se vsi tega probali distancirati. Zdaj pa enostavno, kar se je zdaj spremenilo, mislim, da v bistvu ni več toliko zelo izrazit znak. Danes je mogoče bolj, ne vem, zdaj pa ne me ustreliti, ampak znak tak, ne vem, da voliš za SDS, skratka, hočem reči, ali pa kaj tašenga. Se pravi, neke druge stvari so mogoče, dobro, družba se je politizirala in tako naprej, mogoče prevzele ta status. Tako da enostavno potem mladim ni mogoče to zelo toliko pomemben in ni toliko zelo nujno, da toliko neki blazno neko stališče zavzamejo do tega. To je ena stvar. Druga stvar, zdaj, kar se tiče študentov, je pa tako, treba je vedeti, tam nekje okoli leta 2000 se je začela ta izredno, množični študij se je začel. Včasih je vendarle nekako na fakultete so hodili ljudje, mogoče se pač tisti z najboljšimi uspehi ali kakorkoli. Danes velik del v bistvu srednješolske generacije nadaljuje študij na fakultetah. Jaz pač kot profesor to spremljam in seveda to pomeni, da se marsikaj je spremenili. Na splošno je kriterije padel, neka ta kultura, v bistvu študentska je dosti drugačna, ene stvari, ki so bile mogoče v moji generaciji čist nepredstavljive, v bistvu so zdaj čist normalne in tako naprej. Bi rekel, celo mainstreamizacija študentov se je zgodila. Se pravi, če bi bilo študenti mogoče, ne da bi idealiziral, ampak vendarle, se pravi, nagnjenih nekim samo svojemu razmišljanju, drugačnosti ali karkoli. Danes še zmeri so kakšni te, ampak bi rekel, da že skoraj v manjšini, da v bistvu velika večina so tako zelo neki takih, čist navadni ljudje. Tako da v bistvu, pač tako je, ampak hočem reči potem v tem kontekstu seveda potem tudi NZ ni več neki tak strašen bav. Ok, zdaj pač omenil si SDS, tako da vendarle bi ne nujno zaključil, ampak vsaj proti koncu, ker sva proti koncu gotovo, se dotaknil, se pravi, ne več same knjige in ne več same raziskave, ampak viharja, ki ga je sprožila. Veliko si o tem že govoril v intervjuju, ampak vseeno, kaj je zdaj? Kaj je zdaj s tem fašizmom? Ja, zdaj, v resnici v celi knjigi, ki po mojem itak noben ni prebral tega in tako naprej, je en odstavek. In kot rečeno, ne bi ga zanikal, nasprotno, zdaj malo z distance se mi zdi še boljši, kot se mi je zdel takrat, ko sem ga pisal. Zdaj v bistvu, kaj je moja teza? Če probam razložiti, se pravim, tako malo je kompleksna zgodba, ampak tle mi je najlažje v bistvu, če naredim en sklic na Deleuze Guattari, Anti-Oedip, to je ena taka zelo pomembna, recimo, knjiga, teoretska, filozofska in tako naprej, kjer ona dva razmišljata točno o tem, se pravi, konečnem razmerju tradicionalna, moderna družba z enimi zelo zanimivimi tezami. In v bistvu, skratka, v principu pravita to, nekako, kot sem prej rekel, tradicionalne družbe so zelo stabilne, imajo nek center, se pravi, ki daje smisel, se pravi, vsi razmišljamo na podoben način, ne vem, recimo, ponovadi je ta tradicionalna družba, skratka, bil Bog,
Bog, ne, pa potem njegove zapovedi. Ne, se pravi, imamo zdaj vse to nekako nek zelo jasen, strukturiran red. Ne. Pa pravite, da Deleuze pa Guattari, da je pa v bistvu s kapitalizmom prišel, skratka, ono reče temu denarni neksus. Ne. Denarni neksus pa v bistvu pač pomeni kapitalizem, ne, kjer v bistvu zdaj naenkrat v bistvu vse mi preračunamo, ker zdaj je profit, cash in tako naprej, zdaj v bistvu preračunavamo in si grabimo cash. Ne. Zato, ker recimo v tradicionalnih družbah, ne, to je znano, ne, tudi če so te presežki bili, so jih doskrat v bistvu nekako stran zmetali, ker so vedeli, da samo štalo dela. Ne. Zdaj pa mi pa v bistvu ne, v sodobnih družbah, mi smo pa obsedeni s tem kopičenjem denarja in tako naprej in v bistvu cel svet je v bistvu cela naša družbena življenja so v bistvu ene same kalkulacije, kaj se nam splača, kaj se ne splača, ne samo finančno. Ne. Tudi ne vem, a veste, bom zdaj zelo brutalen, ne. A se mi splača recimo, dobro, si pri nas je še tako, imamo malo tega starega, dobrega, socialističnega, ampak ne vem, greš recimo v Ameriko, ne, tam imaš feeling, da v bistvu nekoga povabiš na kavo, ne, njegova reakcija je ono, a se mi zdaj splača pol ure s tem, ne, Mandelcom iz Slovenije, a bo imel kakšno korist od tega, ne, hoče neš, ni samo skozi eno samo preračunavanje. Ne. In zdaj v bistvu, kaj ta denarni neksus pomeni? Denarni neksus pomeni, da v bistvu razsuje te tradicionalne vrednotne sisteme, ne, ker zdaj ni važen Bog, pa zapovedi, pa ljubezen, ali pa karkoli že je, ne, ampak v bistvu je, koliko se splača, koliko tle zaslužim in tako naprej. Ne. In zdaj v bistvu ta denarni neksus je razbil ta center, ne, simbolni, in v bistvu nastanejo moderne družbe, ki so disperzne, difuzne, veliko imamo enih pogledov na svet, kot smo rekli, vrednot in tako naprej. Ne. In ona dva to imenujeta šizofrenija, ne, v smislu ne slabem, ne, v bistvu za njo je to kul, ne, se pravi, to je neko osvobajanje. Pomeni, da v bistvu ti v moderni družbi nisi obsojen na to, kar vsi mislijo, ali pa to, kar vsi verjamejo, ampak na nek način se lahko sam sebe iznajdeš, najdeš nek svoj smisel v življenju in tako naprej. Ne, in v bistvu pravite, ta šizofrenija v sodobnih družbah je v bistvu eno tako, kot rečemo, osvobajanje, en tak kaos, ena anarhija, produktivna anarhija, ne, kjer imamo trke različnih idej, pogledov, življenjskih stilov in tako naprej. Vse v redu, ne, ampak pravite, vendarle, ne, je pa tle v bistvu neka druga plat, hkrati, ne, dialektično, ravno nasprotna. Ne, ona da pa to imenujeta paranoja. Ne, skratka, ker so te šizofrenične družbe, ne, mislim, ne razumeti na tak kliničen način. Ne? Skratka, družbe z veliko pomeni, veliko življenjskimi stili in tako naprej, seveda lahko nepredvidljive, kaotične in tako naprej, se pojavlja neka protitendenca. In ta protitendenca, ne, ona dva imenujete paranoja. Ne? To so pa v bistvu, ne, se pravi, neki, kar niso tradicionalne kulturne strukture, ampak so v bistvu neke zelo sodobne, ki pa se v bistvu zgledujejo po nekih teh tradicionalnih, ne, ker pogrešajo ta smisel, stabilnost, ne, jedro in tako naprej. Ne, in v bistvu tipična paranoična struktura v bistvu je fašizem. Ne, to je tipična moderna, ne, fašizem ni tradicionalna kultura, ne, tipično moderna reakcija na modernost, ne, ampak če je modernost šizofrena, kaotična, ne, je v bistvu fašizem paranoičen, ne, se pravi, tle imamo pa enega vodjo, eno resnico, en narod, eno kulturo, ne, se pravi, v bistvu to izrazito stabilnost. Ne. In zdaj v bistvu seveda na nek način, kaj je tle problem, ker v bistvu, ne, in zakaj vleče fašizem v bistvu ljudi, ne, ker ponuja neko iluzijo varnosti, smisla, ne, vodja ve, vodja bo povedal, ne, skratka država je, ali pa narod je neka svetinja, boril se bom za to, ne, se pravi, v bistvu ta kaos vnaša nek smisel, ne. Tako da v bistvu, ne, ta paranoične tendence v družbi so ves čas prisotne, ne, lahko, ni treba iti daleč, lahko pogledamo v politiko, recimo Trump, ne, je bil nek tipičen, če rečeva Deleuze Guattarijevsko, ne, se pravi primer paranoje, ne, Make America Great Again in tako naprej, ne, in v bistvu imamo izrazite paranoične, recimo strukture imamo, ne, skratka v vzhodni Evropi, evo, Putina, ne, to je tipična, ne, kulturno gledano paranoja, ne, ali pa če hočete v Sloveniji, ne, se pravi v bistvu SDS, kjer imamo spet enega voditelja, vlada stranki že 30 let v severnokorejskem stilu, ne, skratka, ne prenaša nobenega nestrinjanja in tako naprej, ne, se pravi, to je tipična paranoja, ampak v bistvu, ne, dobro, ne, se pravi, zdaj paranoja, ok, v redu, verjetno, to so del modernosti, ne, ampak v bistvu, kar je verjetno problem, je, kjer imaš v bistvu dejansko veliko ljudi, ne, ki se identificira s takimi paranoičnimi strukturami, ne. Tako da v bistvu, ne, to je tisto, kar je na nek način problem, ne. Zdaj pa, če pridem nazaj, ne, se pravi, v bistvu paranoja, ne, je torej neka
ko ne rečem, nostalgija po tej tradicionalni koherentni strukturi iz preteklosti, ne, kjer je en smisel, en vodja, ena navodila in tako naprej. In to imamo v Sloveniji, se pravi neke te tendence, ne bi rekel, da samo nujno recimo na politični desnici, ne? Recimo ta, ki imamo na levici, v bistvu ta kompleks, ne, zmeri novih obrazov, ne? Ali se to pričakovanje, ne vem, da zdaj bo pa prišel nek nov politik, ne, pa bo zdaj vse odrešil, zdaj imamo tega Goloba, prej je bil Cerar, pa, ne, saj jaz ničem nič proti njim, ne, ampak hočem reči, ne, ta struktura, to iskanje nekega odrešenika, enega samega, ne, ki nas bo zdaj, ne, to je tudi nek paranoičen moment, ne. Se pravi, v bistvu imamo te neke paranoične momente v politiki in imamo v bistvu narodno zabavno glasbo, ne. Zdaj narodno zabavno glasbo smo pa rekli je to, ne, se pravi, te neke sodobne, ne, moderne znake, ampak njena struktura je tudi tradicionalna. Ne? Zdaj pa tle neka ta usporednost, ne? Se pravi, absolutno počrtujem, ne? V slovenski sodobni narodno zabavni glasbi jaz ne prepoznavam nobenih, ali pa zelo težko bi kakšen recimo fašističen moment ali pa avtoritaren moment. Ampak v bistvu obstaja pa neka končna strukturna, ko ne rečem, sorodnost, ne? Oboje sta neke končem strukture v modernem svetu, ki so nostalgične po nekem tradicionalnem svetu. Ne? In v bistvu zaradi tega se meni zdi, da je v bistvu narodno zabavna glasba na nek način v nevarnosti, ne? Da si bomo mogoče te paranoične strukture poskusile prisvojiti, ne? Ker niso toliko zelo daleč. Ne? Ker recimo, če vzameva rock, ne vem, rock, ne da bi ga idealiziral ali karkoli, ne? Ampak to je nekaj vendarle, kar izhaja, ne vem, iz bluza, pa črnski, ne, whatever, muska, pa lifestyle, pa tako, pa so pa še polni Jamaica, pa reggae zraven, pa Kraftwerk, pa ne vem, mislim, hoče reči, ne, to je res tak, ne, paranoična, ne, glasbena, šizofrenična, ne, šizofrena, ne, se pravi, velike enih teh elementov, ne. Tle pri nas imamo pa to neko stabilnost, ne, in kot rečeno, ne, ni nič zaenkrat, ne prepoznava nobenih teh momentov, ne, ampak imamo pa to neko sorodnost, ne, se pravi, obeh teh struktur, paranoične in NZ, ki obe malo sanjata o, ne, se pravi, neki idilični preteklosti, ne, ali pa te tradicionalni strukturi, ne, tako da se bojim, ne, se pravi, ne samo, da bo mogoče, ja, no, skratka v tem smislu, ne, da bo to nekdo prepoznal in poskušal si prisvojiti. Ne? In zdaj bi seveda, kar je ne, na nek način paradoks ali pa ne, najbolj dramatično, vsem skupaj, ne, to se je dejansko to zgodilo, ne, ko je Janša sprožil to pač, ne, kampanjo proti tem mojim, ne, skratka, no, rekel, da je narodno zabavna glasba fašistična in tako naprej, ne, okej, ne sem, da ni res, ampak v bistvu gre se za samo to gesto, ne, se pravi, on se je poskušal vzpostaviti kot branik narodno zabavne glasbe, ne, z očitnim namenom, ne, skratka, nabiranje političnih točk in tako naprej, ne, čeprav je v bistvu nisem niti napadel, ampak hočem reči, no, to je, kaj, ne, poskus, točno to, ne, prisvojitve neke, ne, te glasbene strukture, ne. Tako da, to je ta moment. No. Ok. Bi morda kdo kaj vprašal, ali pa kaj povedal, kaj pripomnil, ker to je dežela pridnih in deželi pridnih ne samo poslušamo, deželi pridnih tudi govorimo, seveda takrat, ko se spodobi, ne. Pač mogoče to, ko ste prej govorili o pomanjkanju družbene kritičnosti pa naslavljanju nekih ne vem, družbene aktualnosti in ostajanje v tej romantiziranih podobah. Zdaj tukaj mogoče niti ni narodno zabavne glasbe, podobno je se s popom, če ne isto, ne. Če mogoče tudi punk po eni strani, ki ne bi bil inherentno družbeno kritična zvrst glasbe, se tudi danes pa se reproducira precej plodno, še posebej na ruralnih ali pa manjših mestih v Sloveniji, ampak je še zmeraj mogoče zgolj estetsko
družbeno kritična, kako bi se izrazil, ne zapopada družbene realnosti, pa ne naglašajo na nek prodoren način. Tako da mogoče jaz vidim bolj v sodobni narodno-zabavni glasbi problem reprodukcije neke, kot ste rekli, nočem reči zdaj konzervativnosti, ampak zaprtosti na nek način ostajanja pač, če sem. Ja, vse to imate prav, no, se strinjam. Zdaj mogoče, kar se popa bi dodal, recimo to, saj na nek način je neka glasba, ne, ki ne odpira načelno, ne, in tudi podobno funkcionira, ne, skratka v nekem idealiziranem svetu, ampak zdaj, ne, če pogledava pop, ne, vendarle, ne, meni se zdi zelo pomemben element, ne, da v bistvu pop, ne, karkoli si mislimo o njemu, njegovem eskapizmu in tako naprej, tle se je ogromen zgodil, ne, tudi na nekem političnem polju, ampak ne na tem eksplicitnem, ampak recimo ne zlasti, če pogledamo identitete, ne, se pravi, recimo, ne, na polju popa imamo, recimo, ne, skratka, zgodovina popa je v bistvu končna zgodovina enih zelo različnih emancipacij, ne vem, recimo, ne, od gejevskih likov, ne vem, od Bowieja, ki je v bistvu končen s to androgino svojo, ne, likom v bistvu destabilizira to klasično patriarhalno moško-žensko, Boy George, ne, potem Bronski bit v 80-ih letih in tako naprej, Pet Shop Boys, ne, v bistvu v mainstream prihajajo v bistvu ljudje, ne samo, ki so geji, se tudi v nas imamo geje, ampak v bistvu nimamo gejevskih tematik, ne, gejevskih ljubezni, gejevske estetike, ne, recimo v popu pa to imamo, ne, imamo v bistvu v popu, ne vem, zgodovino, ne, skratka, teh močnih, recimo, ženskih pop ikon in tako naprej. Madonna, ne, ki je, ne vem, podirala, ne, te, ne, skratka, meje, kaj se spodobi za žensko in kaj ne, skratka, močen lik in tako naprej, ne vem, danes Beyoncé, Taylor Swift in tako naprej. Se pravi, to je v bistvu glasba, ki, hočem reči, ne, tle ne skozi besedila, ampak ne skozi persone v bistvu ogromen spreminja, ne. Pop je tudi v bistvu že, ne vem, v začetka 60-ih let področje, kjer se temnopolti izvajalci, recimo, izrazito uveljavljajo in spet nekako destabilizirajo to neke, ne, hierarhije, ne. Tako da jaz vidim v popu ta nek moment, vendarle emancipatoren, kljub temu, da ni takih besedil, ne, ga pa pogreša mogoče recimo v narodno-zabavni glasbi, ne. Kar se tiče punka, se pa tudi strinjam, ne, zdaj seveda mislim, da v bistvu punk ne, je bil subverziven v resnici leta 76, 77, ne, v bistvu kasneje je v bistvu tako, kot vsaka stvar, končno se reducirala na neko gesto, formo, nič ni seveda s tem narobe, ampak ne vem, mene je danes punk, a veste, to, kar mi je punk, to, kar je bilo leta 76, definitivno ni, a veste, ni nekdo, ki je z irokezom ali kar, ampak ne vem, nekdo, ki razmišlja po svoje, razmišlja drugače, dela neki, ne vem, meni, ne vem, kaj zdaj ne rečem, ampak meni Taylor Swift bolj punk, recimo, kot ne, nekdo, ne, ki zdaj igra to muziko, ki so jo že pred 50 leti igrali. Hočem reči, punk je moving, ne, punk ni imidž, punk je drža, punk je, ne, kako rečem, ne, se umika, spreminja, napada sistem, ga destabilizira iz najbolj nepričakovanih zornih kotov, ne, v tem smislu, ne. Ja, pač, mogoče najpomembnejših izvlečkov celotnega pogovora, pa knjige sploh je, da ne glede na to, kako se muzika ponaša zdaj v primeru popa, narodno-zabavne glasbe, ne bo karkoli, je pač to, da je lahko glasba, še posebej popularna glasba, zelo dobro ogledalo družbe in družbenega dogajanja. Ja, seveda je, ampak hočem reči tudi, ne, prav dobro, zdaj čisto kot kulturolog, ne smo zmeri zadržke do tega, da rečemo, da je kakršnakoli kulturna formacija, se pravi glasba, slike, whatever, odraz družbe, ne. V bistvu kultura tudi konstituira družbo, zato ker v bistvu mi skozi to na nek način sami sebe razumemo in potem delujemo in tako naprej, ne. Tako da jaz seveda lahko bi rekel, ne, da v bistvu ta neka konzervativnost sodobne slovenske narodno-zabavne glasbe odraža in, ne,
konzervativnost velikega dela sodobne Slovenije. Ne. Ampak v bistvu ni to nujna relacija. Ne. Zaradi tega, kot rečeno, jaz predlagam, dajmo to glasbo odpreti, ker v bistvu to ne bo zdaj samo tako neki politično korektna gesta, ampak to v bistvu res lahko odpre družbo ali pa pomaga odpreti družbo. Ne. V tem smislu jaz razmišljam. Lahko dodam nekaj, mislim, po svoje se je to pred kratkim zgodilo. Omenjala sta pač svetovne popkulturne fenomene, ampak slovenski popkulturni fenomen, ki je bil dvakrat omenjen, torej, ki sliši na ime Magnifico. Jaz ne vem, če je ta njegova gesta bila neposreden odziv na gonjo, ki je bil on deležen, se pravi, kakšno leto pa pol, ampak njegov zadnji singel Sonce posijalo je čudovit narodno-zabavni komad. In naredil ga je Magnifico, se pravi Robert Pešut, ki se je v preteklosti deklariral, vemo, kot čefur, ki je razlagal naokrog, da je peder, skratka, ki je kopico teh stereotipov, ne bom rekel lastnoročno, ampak je zelo deloval kot generator nekih miselnih sprememb. Absolutno. Hvala za ta primer, če lahko zdaj odgovorim. A veste, zame je punk v bistvu 2022 Magnifico, veliko bolj kot nek žižiž. Enostavno zakaj? Zato, ker v bistvu imamo te neke stereotipe v družbi, in kaj ponovadi to pomeni, da v bistvu vsi se jim izmikamo, nočeš biti tarča stereotipa. V bistvu kaj Magnifico počne, in mislim, da čudovito to počne, se pravi v bistvu on pa se ne umakne, on se postavi na mesto stereotipa, ampak ga obrne. Se pravi, jaz sem čefur, jaz sem stilom, jaz sem peder, mogoče hočem reči, to je, mislim, genialno. In to je zame v bistvu to. Jaz temu rečem skratka semiotsko bojevanje. Se pravi, ti imaš neko družbeno strukturo in v bistvu ta neka emancipatorna ali pa kritična, punkovska, če hočeš, gesta, je v bistvu, da to strukturo, ki je lahko problematična, sploh če ima stereotipe in tako naprej, jo premikaš, izmikaš, problematiziraš in tako naprej. Tudi v bistvu se pravim s tem neko svojo persono, zdaj si vemo Slovenija, čefuri, gor dol, predsodki in tako naprej. Mislim, to, kar je on naredil, se pravi v bistvu ne, da bi zdaj zanikal ali karkoli. Skratka, on je jaz sem čefur in v bistvu ne vzame, ne sem, da jaz sem čefur, ampak hočem reči, vzel je nas vse te stereotipe slovenske v čefurju, se pravi ta nek 70s image, pa over the top in tako naprej, ampak v bistvu ga obrne v nekaj, kar je cool, nekaj, kar je elegantno in tako naprej. Se pravi, to je v bistvu subverzivno par excellence. Ok. Prej, ko smo prišli, je bil, zakaj je to zdaj izpostavljeno? Zaradi tega, ker prvič pogrešal sem odprta gledališča, drugič pogrešal sem prostore druženja in pogrešal sem druženje. Zdaj vse to nekako spet imamo in Slovensko mladinsko gledališče ima tudi klub. Prej je bil zaprt, mogoče je zdaj odprt. Dajte preveriti, ko pridete ven, pa po stopnicah dol, poglejte takole desno okoli vogala. Skratka, predlagam namreč, da zaključimo formalni del pogovora in ga mogoče nadaljujemo v bolj neformalnem okolju. To pa posebej izpostavljam tudi zaradi tega, ker se mi zdi prav, da ti prostori preživijo. Prejšnji najemniki so bili prisiljeni se umakniti zdaj oziroma pač končati biznis in zdaj so tukaj novi in dajmo jih podpreti, da vzdržijo, ker mislim, da je zelo pomembno, da obstaja ta možnost podaljškov. Se pravi, imamo dogodek, imamo pogovor, imamo predstavo, potem pa podaljšamo zadevo v bolj neformalnem okviru in zato tukaj ne bi postavil pike, ampak potencialno tropičje, mogoče debato nadaljujemo, zato kar pa smo doživeli, se pa najlepše, neizmerno lepo zahvaljujem najprej vam, ker ste prišli, potem pa seveda svojemu nocojšnjemu gostu, dr. Peter Stanković. Hvala za vabilo.